Kompetenčni center za sodobne tehnologije vodenja je 24. januarja 2014 predstavil rezultate programa 2011-2013, v okviru katerega so partnerji centra razvili številne inovativne tehnološke rešitve za nadzor sistemov, procesov in naprav, vodenje v sodobnih tovarnah, učinkovito rabo energije in čistejše okolje, pametne hiše, vgrajene sisteme vodenja in zahtevne znanstvene sisteme. Kompetenčni center, njegove dosežke in učinke je predstavil dr. Zoran Marinšek, vodja centra. Kompetenčni center za sodobne tehnologije vodenja deluje na področju tehnologije vodenja. To je avtomatizacija, informatizacija in kibernetizacija procesov. V tem projektu, ki je trajal 3 leta, smo razvili množico inovativnih rešitev, 33 tehnoloških rešitev, ki vsaka pomeni en prispevek k povečanju tehnološke ponudbe slovenskega gospodarstva. To se kaže že v učinkih difuzije teh rešitev v prodajno ponudbo podjetij, partnerjev kompetenčnega centra, še bolj se bo pokazalo v naslednjih letih. Kompetenčni center se vklaplja v koncept pametne specializacije na 2 načina. Eno je to, da predstavlja tehnologija vodenja en od pomembnih, osnovnih tehnologij, ki sodeluje v strategiji pametne specializacije. Drugo je pa, da deluje kot naravni integrator za integracijo drugih tehnologij v problemskih domenah, znotraj katerih moramo slovenska gospodarstvo, slovenska družba, slovenska podjetja iskati svoje nišne tržne priložnosti. Slovenska strategija mora temeljiti glede na to, da smo relativno majhni, na visoki vsebnosti znanja in iskanju tržnih niš za prodaje tega znanja na globalnih trgih. To se udejanja ali pa okvir za to imamo dvojen. Na nivoju Evrope je to Horizont 2020, v Sloveniji je pa to, kot rečeno, strategija pametne specializacije. Strategija pametne specializacije, ki bo dala svoj učinek samo takrat, če bo temeljila na naših kompetencah in na integraciji teh kompetenc v tržnih nišah. Udeležence so uvodoma nagovorili še magister Urban Krajcar, generalni direktor Direktorata za znanost Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, akademik profesor dr. Tadej Bajd, podpredsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, profesor dr. Stane Pejovnik, podpredsednik Inženirske akademije Slovenije in Alenka Avberšek, izvršna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije. Ko se je ministrstvo leta 2010 več v funkciji za znanost in tehnologijo odločilo za kompetenčni center, se je odločilo z enim samim razlogom, da se torej te verige vrednosti, ki jih omenjamo, izpostavljajo. Jaz mislim, da kompetenčni center sodobne tehnologije vodenja je to misijo, to nalogo opravil verjetno z odliko, kar bo pokazala sicer še evalvacija, ampak pustimo čas v čas. 17 partnerjev, ki je danes v STV, mislim, da je vsak dodal svoj dober doprinos, 33 tehnoloških rešitev, če se ne motim, o katerih bomo danes slišali, je dokaz, da je bila odločitev ministrstva takrat prava. V tej luči je SAZU pripravil v lanskem letu predlog, ki smo ga imenovali 100 inovativnih podjetij do leta 2020. Predlagamo, da se vsako leto izbere določeno število najperspektivnejših raziskovalnih projektov in programov, ki jih financira ARRS, in se zagotovi dodatno financiranje za njihovo industrijsko implementacijo v okviru novih start-up podjetij. Če bomo poskušali preko takšnih srečanj razširiti naša obzorja, če bomo poskušali razširiti naše poglede, potem, če bomo poskušali definirati, kaj želimo in kako želimo, potem bomo uspešni. Upamo, da bomo prepričali nasprotnike strategije pametne specializacije in akcijskega načrta, ki mora slediti zgolj z mislijo, da mora biti kontinuiteta zagotovljena za instrument, ne za vsake posamezne deležnike. Da je potrebno nastaviti zrcalo in tistim dobrim nastaviti dobre pogoje in vzvode za to, da bodo s to filozofijo
lahko nadaljevali. Uspešno je zase in uspešno je za Slovenijo. Nekaj primerov tehnoloških rešitev so nato na kratko predstavili predstavniki izbranih podjetij. Predstavili smo daljinsko terminalno postajo RTU, ki je namenjena področju telemetrije. To pomeni daljinski nadzor in spremljanje razporejenih oddaljenih procesov, kot so energetski procesi, ekološki procesi in področja energetike. Razvili smo daljinsko terminalno postajo, ki je inovativni proizvod. Vemo, da v svetu obstaja že večje število takih enot, vendar smo gledali, da ima ta naprava zelo inovativne komunikacijske protokole, IKT tehnologije in je v koraku pred našo konkurenco. Zelo je važno, naprava bo proizvedena v Sloveniji, se bo proizvajala v Sloveniji, za njo pa se že zanima velika korporacija Mitsubishi Electric, ki jo bo vključila v svoj prodajni program in jo bo prodajala na globalnem trgu. Zdaj učinki so seveda, bom rekel, indirektni. Uporaba take naprave omogoča prihranek pri energiji, manjše stroške za vzdrževanje naprav. Seveda posledica so tudi naši učinki na trgu. Pričakujemo cirka 5000 kosov prodanih v naslednjih 2 do 3 letih in prihodke v višini približno 2 milijonov evrov. Razvoj se nadaljuje, na projektu dela skupina 3 ljudi, imamo eno novo delovno mesto in pričakujemo večjo rast v bodoče, ker ta tehnologija se odpira v bodoče za nadaljni trg in nadaljne delovanje našega podjetja. Naša tehnološka rešitev vključuje integracijo inteligentne funkcije v pogone za regulacijske ventile. Z njo smo dosegli, da je sistem neodvisen od motenj, ki se pojavljajo v ogrevalnem sistemu, to so lahko nihanja tlaka ali pa temperature, in s tem zagotovimo manjšo porabo energije, pa večje udobje uporabnikov. Kakšni pa so gospodarski učinki vaše rešitve? Zelo ugodni. Zakaj? Zato, ker smo že takoj po prvih letih podvojili prodajo naših pogonov. Seveda jih prodamo skupaj z ventili. Prodaja se pa povečala za vsaj 2-krat, če ne več. Obeti so pa še boljši. Naša rešitev je na temo krmiljenja fuzijske reakcije. V fuzijskem reaktorju izgorevata deuterij pa tricij, pri čemer nastaja velika količina energije. Sami rezultati te reakcije pa za razliko od običajne jedrske energije nimajo dolgoročnih škodljivih učinkov za okolje. Zdaj, ko se gradi reaktor, v katerem bo zlivanje jeder potekalo, je ta reaktor nekoliko težje izvesti kot fizijski reaktor, kot klasični reaktor. Predvsem pomemben je aspekt krmiljenja tako imenovane plazme v reaktorju. Približno 2000krat na sekundo je treba zaznati, kaj se z plazmo dogaja in ustrezno odreagirati. Tako da, kar smo mi naredili, smo vzeli tehnologijo mednarodnega projekta ITER, to je fuzijski reaktor, ki se trenutno gradi v južni Franciji, in smo s to tehnologijo tako nadgradili, da je možno dejansko to 2 kHz zaprtje zanke, kot bi se temu strokovno rekli, za krmiljenje plazme. Podjetje Kozilab je v bistvu na projektu ITER sodeluje že od prej. V bistvu smo mi eden od razvijalcev tega ogrodja za krmiljenje, za ta fuzijski reaktor. Tako da v bistvu v okviru kompetenčnega centra sodobnih tehnologij vodenja smo se pa seznanili z domeno krmiljenja fuzije in smo to domensko znanje vgradili v rešitev, ki jo delamo za ITER. Bomo zdaj bolj varni s temi novimi tehnologijami? Tukaj je mogoče ena pomanjkljivost teh tehnologij, da ne bodo še prav kmalu prišle na trg. Konkretno ITER računajo, da bi šele leta 2020 približno ga zastartali, pa še to je eksperimentalen reaktor, tako da ne bo neposredno porabljen za pridobivanje električne energije. Sicer pa ja, fuzijska energija je od trenutno znanih virov, razen vzdržljivih virov energije, edina varianta, kako prideti do čiste energije brez škodljivih učinkov tipa jedrski reaktor, kjer lahko pride do tega, kar se recimo v Fukušimi ali pa v Černobilu zgodilo.